Partner Coffee to Connect v mesecu oktobru, mesecu varčevanja, je Generali Investments, prva družba za upravljanje. Varčujte pri najboljših. Obiščite njihovo spletno stran na www.generali-investments.si. Dobro jutro in danes z nami gost Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments. Z Luko se poznava, zato Luka se ne bova vikala, ne bova govorila gospod in gospa, ampak preprosto. Luka, dobro jutro, kako si? Dobro jutro, odlično, najlepša hvala. Ajša, mislim, da smo, vesel sem, no, da si me povabila na tole jutranjo kavico. Mislim, da sem super, ker kljub vsej tej situaciji v gospodarstvu vseeno nekaj pozitivnih stvari se dogaja in jaz mislim, da kljub vsemu sem optimističen, da bomo iz te koronske krize prišli ven v redu za neko celo kožo. In da situacija je definitivno manj črna, kot je pa izgledala takrat, ko so se prvič srečala na kavi. To je bilo, mislim, da marca, če se prav spomnim, ko je vse izgledalo, kot da bo pravzaprav konec sveta. No, vesela sem, da bova delila tudi optimizem. To je nekaj, kar si seveda mi zelo želimo, ampak tisti realen optimizem, zato da se lahko tudi na prave stvari pripravimo. Luka, začneva s tem, da je mesec oktober mesec varčevanja. Slovenci, kot kaže, še vedno, ko razmišljamo o varčevanju, razmišljamo o bankah in nalaganju denarja v banke, pri čemer veva, da so zdaj tudi že negativne obresti celo, tako da tukaj ni veliko smisla. Čemu je po tvojem mnenju razlog, da se najbolj še vedno varno počutimo, če svoj denar, se malo pohecam, spravimo v štumf ali pa v banko? Ja, oktober je res mesec varčevanja, ampak kot si rekla, v Sloveniji smo še glede oblik varčevanja relativno konzervativni. Zdaj, slovenska gospodinjstva, če pogledamo zadnje podatke, so imele približno 56 milijard evrov finančnih sredstev. To je kar velika številka. No, ampak če pogledamo pol majčkeno sestavo teh finančnih sredstev, dejansko lahko vidimo, da jih je 22,9 milijard, torej približno 40,5%, v vlogah, v bančnih vlogah. In ta številka, kar je malce celo zaskrbljujoče, se je povečala v zadnjem kvartalu za 1,6 milijarde evrov. Torej, jaz se malo spomnim, ker ta parameter spremljamo že zelo dolgo časa in se še spomnim časov, ko je bila številka okrog 16 in potem 17 milijard, pa smo se vsi čudili, ker je rasla na 19 milijard, zdaj smo pa še skoraj na 23 milijardah. Torej, ta ogromna akumulacija kapitala, ki se ta hip dogaja v bankah, je pravzaprav na nek način zaskrbljujoča. Se jo da pa zelo lepo pojasniti, ker in mimogrede, nismo Slovenci edini, ki imamo to, bom rekel, kjer opažamo ta fenomen. Tudi v drugih evropskih državah je podobno. Ampak če gremo mogoče majčkeno na razloge, to, da je 40% finančnega premoženja v bankah, je v bistvu odraz nekega strahu, predvsem samega prebivalstva oziroma gospodinjstev pred kapitalskimi trgi, pred neko izgubo, in ta strah je mogoče še v slovenskem primeru majčkeno podkrepljen z dvemi zgodbami. Ena je tista, ki se jo spomnimo, tisti mogoče, ki smo, zdaj lahko že rečem, malce starejša generacija, in sicer z dogodkov v finančni krizi v letih 2008-2009, ko so še posebej lokalni finančni trgi zelo globoko padli, z nekih vrhuncev so bile na nekaterih trgih tudi izgube tam 70-80%, torej od vrha do dna. Medtem ko na splošno tudi, mislim, poleg tega so tiste mlajše generacije tudi videle, da se lahko z mogoče investiranjem v neke alternativne oblike vseeno lahko malce opečeš, in sicer potem kasneje še z temle kriptosredstvi, kjer so marsikakšni se pridružili te, bom rekel, maniji
investiranja v te relativno eksotične inštrumente in potem tudi izgubili kar precej denarja. Zdaj pa morda, če si za to, Luka, malce pogledala, kaj za državo oziroma za gospodarstvo pomeni, če se te sredstva na drugačen način investira, potem pa se bo vendarle malce usmerila tudi na posameznika in kaj to pomeni zanj. Skratka, ta krog, ki se zgodi, če se sredstva investira drugače in če ne sedijo nekje, kjer pravzaprav jih ne moreš na nek način uporabiti. Zdaj tudi vidiva, pa bi te prosila malce za tole razlago. Ja, zdaj, mogoče tisti, ki malo poznate ekonomijo, se spomnite enih takih makroekonomskih simplifikacij, kjer pravimo, da je varčevanje enako investicijama, ne. To je seveda zelo, zelo velika in groba predpostavka, ampak nekaj je seveda na tej resnici. In sicer varčevanje ustvarja neko osnovo, da lahko seveda neko gospodarstvo vlaga naprej. In predstavlja neko akumulacijo kapitala, ki nam omogoči potem neko bodoče investiranje. Ampak to, kar je pa treba ustvariti seveda v takem okolju, je pa neke inštitucije, ki seveda omogočajo prenos tistih akumuliranih prihrankov v nek ta krog, ki nas potem pripelje do v končni fazi večje gospodarske rasti in pa večje blaginje. Zato potrebujemo določene inštitucije. In te inštitucije, ki jih konkretno tukaj potrebujemo, so finančne inštitucije, ne zgolj banke, temveč širši nabor različnih finančnih inštitucij. Kaj zdaj ta krog pomeni, ki ga najini kolegi vidijo na zaslonu? V bistvu pomeni, da govori o tem, kako prebivalci vlagajo prihranke tukaj v banke oziroma v neke pokojninske sklade konkretno, ki so zelo, zelo pomembna komponenta tega miljeja ali pa te arhitekture finančnih inštitucij, nato pa potem te dolgoročni pokojninski skladi preko določenih drugih igralcev na trgu, recimo skladov zasebnega kapitala, vlagajo svoje prihranke v mala in srednja podjetja, torej te naše rožice, ki jih vidimo gor na zaslonu, ki jih vsi želimo tako negovati in o katerih zelo veliko govorimo, ker mala in srednja podjetja v končni fazi so za Slovenijo izjemno pomembna, se zaposlujejo več kot 70% ljudi v Sloveniji in tudi ustvarjajo 65% približno dodane vrednosti. Če te rožice mi lepo zalivamo in če jih negujemo z primernim nivojem lastniškega kapitala, seveda bodo te rožice zrasle. In to kaj pomeni, da bodo denar vrnile nazaj tem posebnim igralcem, torej investicijskim skladom, ki so na trgu in ki so te rožice na začetku nafutrali oziroma zalili. No, in potem seveda to se nazaj vrača v gospodarstvo preko pokojninskih skladov do prebivalstva, ki pa seveda potem postane bogatejše, saj ima večje prihranke in pa na dolgi rok tudi čuti to višjo blaginjo preko dodatnih davkov, ki se v vsem tem procesu seveda naberajo v samem državnem proračunu. Ta krog ni nič novega, je v bistvu samo nek lep prikaz, ampak je pa za Slovenijo izjemno, izjemno pomemben. Zakaj? Ajša, mogoče veš, da zdajle poteka neka raziskava, ki jo izvaja država skupaj z PVC-jem o razvoju kapitalskega trga v Sloveniji. In jaz sem ravno včeraj se lotil izpolnjevanja tega vprašalnika in seveda eno izmed prvih vprašanj je, kaj mislite, da je glavni razlog, da kapitalski trg v Sloveniji ni razvit? In to si mi že pomagal, Luka, ker si že zastavil vprašanje, za katerega veš, da bi bil verjetno tudi to vprašanje, ki bi ti ga jaz zastavila. Kaj si torej odgovoril? Ja, mislim, zanimivo je bilo to, ker v bistvu te predlagani odgovori napeljujejo na to, da je preveč regulative, pa da je premalo podjetij, v katera lahko investira prebivalstvo, recimo. Ampak jaz pa na to zadevo gledam v bistvu popolnoma drugače. Premalo je
razvitih inštitucij na strani povpraševanja po teh finančnih inštrumentih. Torej, premalo nas je na trgu tistih subjektov, ki dejansko lahko kupujemo finančne inštrumente od teh podjetij, ki bi jih izdajale. Torej, regulativa je zahtevna, ampak ni tak problem. Podjetja so v Sloveniji, so dobra podjetja in so podjetja, ki lahko iščejo seveda kapital na javnih finančnih trgih, torej preko recimo borze, in so seveda podjetja, ki iščejo kapital na privatnih trgih, torej od recimo raznih investitorjev izven, torej organiziranega trga kapitala. Ni problem v tem. Problem je v tem, da ni dovolj kupcev. Kako pa zdaj kupce ustvariš? Če pomislimo, kaj smo prej govorili na prejšnjem krogu, mi moramo ustvariti finančne inštitucije, ki bodo akumulirale te prihranke od prebivalstva, ki bodo začele upravljati del tehle 22,9 milijarde evra akumulacije, ki leži v bankah, in mimogrede 72% tega kar preprosto leži na računih, sploh ni vezano v neke depozite. No, in te finančne inštitucije potem lahko ta denar aktivirajo in ga seveda in s tem denarjem potem kupujejo del dejansko sredstev oziroma del finančnih inštrumentov, ki jih ta podjetja izdajo, oziroma jih direktno financirajo preko trga zasebnega kapitala. Luka, na kakšen način je možno ustvariti? Najprej morda greva na pokojninske sklade in ugotoviva, da že sami pokojninski skladi imajo omejitve, koliko sploh lahko investirajo in v katere sektorje. In če pogledava že sosednjo Hrvaško, že hrvaški skladi kupujejo slovenska podjetja, naši skladi, tisti, ki so pa tukaj, pa recimo ne morejo na enak način. Skratka, kaj v zakonodaji je potrebno spremeniti, če pogledava pokojninske sklade, da bi lahko res bolj aktivirali ta denar, seveda varno, ker ti pokojninski skladi so tisti, ki predvidevajo največjo varnost in pravzaprav garantirane donose, kar seveda ne obstaja, ampak vendarle, na kakšen način, kaj je torej potrebno spremeniti najprej v tej zakonodajni strani? Ja, nedolgo nazaj je Evropsko združenje upravljavcev investicijskih skladov, ki se imenuje EFAMA, izdelalo eno evropsko analizo, primerjalno, kjer se ukvarja prav s to težavo, kot jo imamo v Sloveniji, torej zakaj evropski prebivalci v večini držav držijo tako velik delež finančnega premoženja v depozitih in tega premoženja ne investirajo na kapitalske trge, ker s tem v bistvu prizadanejo sebe, ker imajo nižji donos in seveda tudi za gospodarstvo ne v bistvu profitira toliko tega, kot bi lahko. No in eden izmed glavnih stvari, ki so ga v bistvu v tej raziskavi odkrili, je, da ti ne moreš angažirati prihrankov, če ne narediš v regulativi določenih sprememb. In te spremembe so predvsem na davčnem področju, torej če davčno ne stimuliraš varčevanja na kapitalskih trgih, je zelo težko te depozite aktivirati. Zato jaz mislim, da primarna stvar, ki bi jo bilo koristno narediti, je ustvariti neke davčne ugodnosti za investiranje, ki danes ne obstaja. Torej, nič vzeti iz budžeta, ampak samo ustvariti neke ugodnosti za nekaj, kar bomo šele zgradili. Torej, s tem bi v bistvu naredili neko osnovo, na podlagi katere lahko pokojninski skladi, investicijski skladi, torej subjekti, ki so na slovenskem trgu izjemno nerazviti, ustrezno rastejo. Ker v Sloveniji imamo dobro razvit bančni sektor, kar relativno dobro razvit tudi zavarovalniški sektor, ampak zelo slabo razvit sektor pokojninskih skladov in zelo slabo razvit sektor na splošno investicijskih skladov. Torej, če daš neke davčne ugodnosti in pa poleg tega ustvariš tudi okolje, v katerem dvigneš nivo finančne pismenosti, potem lahko na dolgi rok ustvariš novo industrijo. Zelo super, da si omenila primer Hrvaške, ker Hrvaška, kljub temu, da večkrat o njej govorimo kot nekaj, ali pa jo mogoče povprečni Slovenec percipira kot slabše razvito državo, dejansko na področju finančnih inštitucij naredila zelo pametno potezo v preteklosti. In sicer to, da je ustvarila lasten domač sektor pokojninskih skladov, ki je danes cirka 16 milijard težek. Pri nas so pokojninski skladi težki dobre 2 milijardi.
Ne? Torej, tudi če prilagodimo za prebivalstvo, dejansko ima Hrvaška bistveno močnejši domač sektor, ki seveda investira v domača podjetja. Zato, ker to je pač nek fenomen, ki se mu reče home bias. Domači pokojninski skladi nadpovprečno veliko svojega premoženja investirajo v domače vrednostne papirje. Ne? Torej, kaj zdaj to pomeni za Slovenijo? Če samo malce prilagodimo ugodnosti finančne in za ljudi, ki varčujejo na kapitalskih trgih, potem lahko ojačamo sektor pokojninskih skladov in ostalih seveda skladov, tudi investicijskih skladov, s katerim in ti igralci bodo potem lahko vlagali nazaj v domače gospodarstvo. In tako bomo dosegli v bistvu funkcioniranje tistega oranžnega kroga, ki smo ga prej prikazovali. Ne? Zdaj bomo seveda povabila tudi vse, da nama zastavijo kakšno vprašanje, ker pa imamo nekaj težav s tem, da bi jih zastavili kar enostavno. Prosim, če jih pošiljate na office, afna.mchem.si in na ta način bova tudi odgovarjala. Ampak, Luka, jaz imam toliko vprašanj, da tudi če ta bolj zapleten način ne bo prišel v poštev, mislim, da bova več kot dovolj vprašanj imela tudi z moje strani. Vrniva se na pokojninske sklade, na zavedanje tudi posameznikov, zakaj je potrebno še dodatno varčevati in seveda greva potem tudi, zakaj vlagati v sklade, v kapitalske sklade. Ampak najprej morda to vprašanje glede pokojninskih skladov, ko je bilo omogočeno, da po 10 letih ljudje vzamejo iz pokojninskih skladov denar, je bilo pravzaprav veliko presenečenje tudi za upravljalce teh skladov, da so ne glede na izobrazbeno ali pa pozicijo v podjetjih več kot, mislim, da 70% denar vzelo ven. Ja. Takrat verjetno je bilo veliko novih avtomobilov in ne vem, kuhinj, ampak zakaj ni zavedanja, da smo odgovorni sami zase in da pravzaprav da ta odmik užitka, ali ne vem, kako naj temu rečemo, da je potrebno za to poskrbeti. Kaj misliš, da je razlog? Ja, to je čist mogoče razlog v behaviorističnih financah, kjer si človek težko predstavlja neko ugodnost ali pa neko potrebo po neki finančni varnosti oziroma finančni moči čez, ne vem, 30 let, ne, ko bomo šli, ali pa 20 let, ko bomo šli dejansko v penzijo. Recimo, če se še enkrat vrnem na EFAMino raziskavo. Ta je ugotovila, da nivo finančne pismenosti ni dovolj, da ti stimuliraš vlaganje v kapitalske trge. Seveda, vsi se na nek način implicitno zavedamo, da bodo naše penzije nizke. To poslušamo, to beremo, ne, že kar nekaj časa. Vsi poslušamo, da prvi steber pokojninskega sistema ni dovolj močen, da bomo lahko dostojno za denarjem, ki ga bomo dobili, v bistvu živeli v jeseni našega življenja. In seveda, ko racionalno razmišljamo, seveda vidimo, se moram dajati nekaj na stran, moram nekaj vlagati, moram nekaj narediti za to. Ampak nekako človeška žival to odlaga. In seveda, ker odlagamo, ker kljub temu, recimo, če dvignemo nivo finančne pismenosti, ljudje še vedno imajo to neko nagnjenost, da se za te stvari ne pobrigajo, čisto po domač povedano. Zato v bistvu je potrebno jim dati nek korenček, neko stimulacijo. In ta stimulacija mora priti v obliki davkov. Danes v Sloveniji imamo neko majčkeno davčno stimulacijo za vlaganje v drugi steber. Torej, tisto, kar daš noter bruto, pač ostane bruto, ne, in je pač noter investirano v investicijske sklade in to je do nivoja, mislim, da maksimalno cirka 2800 evrov na leto. To ni veliko, nekaj je, ni pa veliko. Ne? To, kar bi recimo jaz osebno naredil, in tudi mogoče naša industrija to že predlagala, enih, ne vem, 10 plus let nazaj, še več pravzaprav, je dodatna stimulacija samega varčevanja. Lahko rečemo temu tretji steber, lahko rečemo temu karkoli, ampak lahko rečemo temu recimo proračuni, to je bil izraz, ki smo ga pač takrat uporabljali daljnega leta. Ne? In v bistvu gre za zelo preprosto shemo, ki jo poznajo številne druge države, ki so zelo uspešne pri tem, da konvertirajo depozite
v kapitalske trge, naprimer Velika Britanija, kjer za določen znesek, Velika Britanija tukaj konkretno do 20.000 funtov letno, lahko vlagaš vsako leto na poseben račun ali v delnice, ali v investicijske sklade, ali v neko življenjsko naložbeno polico ali kaj podobnega. In ta znesek potem ni obdavčen. Torej, s tem, kaj naredimo? Država v bistvu še vedno obdavči tiste, ki so ta bogati, ker včasih v Sloveniji velja, investicijski skladi so za te bogate, to ni res. To absolutno ni res, ker sam poprečna sredstva, ki jih ima posameznik v investicijskih skladih v Sloveniji so par jurjev, to niso neki bogataši. Ampak to, kar dejansko je pa Velika Britanija naredila, je rekla v redu, letno do 20.000 funtov, ti priznamo tax free, torej brez davka, lahko to vlagaš in seveda, če boš zaslužil tega, dividende in pa kapitalski dobiček od tega ni obdavčen. Če pa imaš veliko denarja, potem pa seveda te bomo obdavčili. In en tak sistem v bistvu je v Veliki Britaniji povzročil to, da je njihov nivo depozitov, to, kar je v Sloveniji 40,5%, je tam nekje na nivoju dobrih 20%. Torej, ljudje ne držijo denarja v bankah, ampak ga dajejo na nek pameten, organiziran način, davčno stimuliran način v kapitalske trge. In v bistvu istočasno Velika Britanija je naredila oboje, in povečevala je finančno pismenost, ki je višja kot v Sloveniji, in istočasno je v bistvu stimulirala zadevo z davki. Ampak tudi te dve stvari delujete zelo roko v roki. Ko ti začneš nekaj delati na davkih in ljudem daješ določene ugodnosti, se ljudje začnejo za to zanimati in ratejo bolj finančno pismeni. In to je potem tudi nek tak pozitiven krog, ki se začne v ekonomiji odvijati. Če pa seveda davčno ne stimuliraš, je pa to pol tam neki brez veze, tisti kapitalski trgi, pa borza, pa S&P, pa DAX, pa te čudne, eksotične stvari. Ampak tukaj naj še enkrat, Luka, poudariva, da s tem pravzaprav država dejansko ustvarja novo industrijo, nove priložnosti za polnjenje konec dneva tudi proračuna in tudi naša finančna komisija se zavzema za to vrstne spremembe. Včasih se pa zdi, kot da je prav ta miselnost tista, to je pa nekaj za bogate, kar je pa res popolnoma zgrešeno. Zato bi te vprašala, kar se tiče posameznika in recimo vlaganja v sklade. Verjetno, kot si že prej na začetku omenil, je včasih težava v zaupanju. Vendarle sklade upravljajo ljudje, ki so eksperti, ki razumejo. Seveda ne moremo pričakovati donosov, ki so zagarantirani, kajti tega ni. Se zdi, kot da včasih pri nas hočemo biti ziher. Sem namensko uporabila ta izraz, ki ni najprimernejši, ampak tako se mi zdi, da poskušamo biti res tako zelo ziher, da raje izgubljamo, pravzaprav ne aktiviramo svojih priložnosti. Na kakšen način, morda, če nam v zdajšnjem času poveš, glede na to, da vidimo, da so IKT družbe najvišje vrednotene, zgodovinsko gledano najvišje, seveda tudi pharma companies, farmacevtske družbe, prav tako nekatere družbe seveda so padle, kot je na primer naftna industrija in tako naprej. Na kakšen način dati ta občutek zaupanja, pa vendarle razumevanja, da garancij ni, in če kdaj, zdaj lahko vemo, da garancij v življenju ni, ampak vendarle na kakšen način ustvari to zaupanje in kdo so ljudje, na kakšen način gledajo, kam investirati, kako investirajo vaši eksperti? Ja, to je kar kompleksno vprašanje. Na kakšen način ustvariti zaupanje? Zaupanje definitivno se ustvari s tem, če se dvigne nivo awarenessa, torej nivo poznavanja posamezne industrije. In v tem v bistvu sem prej govoril, torej, če dvignemo nivo finančne pismenosti in če seveda industrijo stimuliramo z nekimi davki, potem bomo dvignili ta nivo awarenessa in s tem, ko neko stvar poznaš, tudi pade stran nekaj strahu pred investiranjem v recimo kapitalske trge. Kapitalski trgi niso nič novega, to ni nič eksotičnega, to je bistveno manj eksotično kot recimo kriptosredstva in v bistvu včasih smo prav začudeni vsi v industriji, ko vidimo, kako ljudje grejo v neko tako nepoznano, novo, eksotično stvar, medtem ko tiste stvari, ki mi rečemo plain vanilla, torej ki so čist
torej neki tradicionalni stari inštrumenti, delnice, obveznice, skladi, ne, to pa kar pravi, joj, to je pa preveč tvegano. Ne, mislim, je v bistvu to skregano z logiko. Torej, na zaupanju moramo delati vsi, sama industrija, torej tistih nekaj družb za upravljanje, ki delujemo v Sloveniji, in pa seveda država tukaj za temi ukrepi. In jaz upam, no, da bo tudi ta nova vlada, mislim, da je malo nakazala nekaj pozitivnih stvari v smer, da bo neke reforme na tem področju naredila. Tako da tega se veselimo. Ne. Drugače pa naše upraviteljske ekipe po DZU-jih, po družbah za upravljanje, v bistvu so izjemno strokovne, izobražene na popolnoma enak način kot v vseh drugih v bistvu družbah za upravljanje po svetu, in seveda investirajo sploh v te sklade, ki so primerni za male vlagatelje, na zelo preprost način. Torej kupujejo in prodajajo vrednostne papirje, delnice ali obveznice na borzah in seveda pri tem v bistvu skušajo zasledovati predvsem neko optimalno razmerje med donosom in pa seveda tveganjem, ker po eni strani mi ne maksimiziramo zgolj donosov, ampak tudi zelo veliko delamo na samem upravljanju tveganja. Seveda vprašanje, ki se zastavlja, je, če sem jaz mali vlagatelj, kako se tega zdaj lotiti. To je vedno najtežje. In lotiti se v bistvu tega treba na en zelo umirjen in preprost način, predvsem bi jaz predlagal vsem, da se pogovorijo s strokovnjakom, ker če si v tem sam, se je, bom rekel, zelo, v tem primeru pa res zelo drago učiti na svojih napakah. Predvsem pa je pri discipliniranju, pri investiranju ni tako pomembna, bom rekel, neka pamet, ampak je predvsem pomembna disciplina. Se čudno sliši na disciplina, joj, to je tako, kot je neka dieta. Ampak v bistvu ne, pravzaprav pri investiranju je pomembno, da ne delamo neumnosti in da nismo preveč pogoltni in pa recimo, da ne stavimo vse skupaj na enega konja. Mi moramo premoženje razpršiti tako med različnimi finančnimi inštrumenti, po eni strani, po drugi strani, to, kar se pa včasih tudi pozablja, je pa, da moramo vlaganja časovno razpršiti. Torej, da ne gremo noter v enem trenutku, pa ojoj, me boli glava, ker je naslednji dan trg padel za 2-3%, ker v trenutnih tržnih razmerah nekako zgleda, da postaja stalnica. In potem smo vsi slabe vole, sploh zato, ker spet v EFAMINI raziskavi ravno te kratkoročna nihanja v bistvu ljudi močno odvračajo tako od vlaganja na kapitalske trge. Ker vsako jutro potem pogledam na svoj telefon ob jutranji kavi in vidim, ojoj, kaj se je včeraj zgodilo na ameriški borzi, spet je padel S&P, pa po naslednji dan sem pa spet dobre volje, ko gre gor, in ta stres, ta menedžiranje tega stresa včasih postane za ljudi kar malo prehudo. Kot da bi nam bral misli oziroma naše maile, Luka, kajti vprašanja, sem vesela, da so najini kolegice in kolegi iznajdljivi in da so pisali na office@mčm.si, ker smo imeli težave tukaj. Vprašanje, ki so nam ga zastavili oziroma tebi, če se človek prvič odloča, da bi vložil nekaj svojega denarja, kaj bi mu svetovali, si že povedal, pogovorite se z eksperti, kam naj vloži prihranke, da bo kar najbolj dolgoročno in vzdržno. Verjetno je tudi od tega odvisno, kaj bo svetoval ekspert, kakšen span tega varčevanja imaš. Tako, pri temu, ko se človek usede z ekspertom, seveda je zelo pomemben, kakšen ta človek je. To je prva stvar. In ena izmed prvih stvari je seveda, koliko si sploh star. Zelo simpel. Torej, to pomeni, koliko časa imaš, da boš v bistvu ustvaril nek donos. Torej, kakšno obdobje varčevanja si lahko seveda privoščiš. Nekdo, ki je star 50 let, pa ima recimo, 15 ali pa rečva 20, kakor je situacija let do penzije, bo verjetno investiral na drugačen, malce manj tvegan način, kot pa nekdo, ki je star 25 let, ki začenja svojo karierno pot in ima 40 do 45 let recimo do tiste penzije. In ta mlajši si lahko privošči seveda bistveno večjo stopnjo tveganosti in bo seveda verjetno šel tudi v malce bolj tvegane inštrumente. Zdaj, tudi pri recimo stvari, ki v bistvu jih finančni svetovalci obdela, je, kako boš investiral. Ali imaš ti neko kepo denarja, zdaj nek depozit, ali si pa nekaj podedoval in moraš zdaj ta denar aktivirati.
ne, ker seveda na banki imaš nulo in to je, ta nula je seveda tudi nižja od neke dolgoročne stopnje inflacije, seveda bo ta denar realno izgubljal vrednost na banki. In to še kar nekaj časa, ker seveda plan evropskih finančnih oblasti je ustvariti inflacijo. Tega se moramo zavedati. Tako da to je načrtno, da v bistvu nek tako imenovani inflacijski davek, ki se nam zdaj odvija. Torej, kako se boš pred tem v bistvu zaščitil kot posameznik? Torej, denar boš moral aktivirati. In aktiviral ga boš tako, da ga boš dal na kapitalske trge. Torej, če imaš eno kepo denarja, ki te žuli na banki in ti veš, da moraš nekaj s tem denarjem narediti, seveda se boš pogovoril s finančnim svetovalcem, kako bi ga postopno investiral v neke finančne instrumente. Če nimaš nič denarja, pa vseeno veš razumsko, da je treba varčevati, pa si lahko privoščiš, ne vem, da daš 100 evrov na stran ali pa tudi 50 evrov za tiste, ki začenjajo svojo pot, se boš verjetno odločil za drugačen način varčevanja v skladih, ki ga ponujemo vse DZU, torej da boš odprl neko redno varčevanje in vsak mesec nakazal kar preko trajnika. Zakaj je trajnik pomemben? Zaradi discipline, zato da ni to nakazovanje nekaj opcijskega, ampak da sebe ti discipliniraš, da daš vsak mesec na stran tistih 100 evrov. Boš pač se odločil za nekaj takega in čez čas se bo teh 100 evrov nabiralo, oplajalo, torej ker finančni trgi seveda na dolgi rok rastejo, in boš seveda potem iz tega na koncu nekaj imel dejansko, zdaj ali zato, da si boš kupil, ne vem, nepremičnino, kakšni tudi za to varčujejo, a zato seveda, da boš zaslužil za svojo penzijo čez 40-45 let. Torej, situacije so individualne, so seveda zelo različne, zato je fajn se pogovoriti z nekim strokovnjakom. Zakaj? Ker strokovnjak je neodvisen. In tudi predvsem nepristranski. In ko se pogovoriš z nekom, ki je nepristranski, ki te lahko spametuje, ki ti rečeš, joj, prej si menila tehnološke delnice, meni je pa tako všeč Tesla. Jaz bi pa res investiral v Teslino delnico. A je to najbolj pameten? Ja, ni, ker pač nisi razpršil svojega premoženja. Lahko staviš na enega konja, sem da stavi zelo majčken del svojega premoženja. In finančni svetovalec ti bo to rekel, bo rekel, posluš, dajmo malo razmisliti tukaj racionalno, a je to za tvoje premoženje najboljše, verjetno ni, koliko si lahko privoščiš, da zgubiš, še ko nič zgubiti, sam zgubiti, pol verjetno zate Teslina delnica ni najbolj primerno. Vidiš, tako je moj sin si za Božičko napisal, da želi eno Nike delnico. Očitno smo tudi žal včasih odrasli v tej fazi. Gremo mogoče zdaj na malce širše vprašanje, ki verjetno vse nas skrbi, sicer kakšno tveganje dobila sva ga od nekoga, ki ga zanima sledeče. Kakšno tveganje za svetovne kapitalske trge predstavlja morebitna nova zaprtja držav zaradi virusa, kako se bodo trgi odzvali na to in kaj po vašem mnenju je največja nevarnost? In tukaj naj še jaz dodam en delček vprašanja. Zdi se mi, kot da v zadnjem času kapitalski trgi ne reagirajo realno na dogajanje v svetu, kot da se dela nov balon, te je tega kaj strah. Ja, zelo dobro vprašanje. Včasih se tudi mi sprašujemo in zgleda, kot da je neka nepovezanost med, kako rečemo, med ulico, pa med Main Streetom, pa med Wall Streetom, se pravi med ulico, pa dejansko med finančnimi trgi. Ja, včasih dejansko zaradi neke ogromne likvidnosti, ki je na trgu, pa tudi recimo to, kar smo tudi videli v zadnjem času, zanimivih aktivnosti na področju izvedenih finančnih inštrumentov, predvsem trgi delnic rastejo brez nekega vrha. In stvari grejo kar v nebo. In zdi se, kot da je tudi trgi nekako so že privzeli, da neko cepivo bo, da nekega lockdowna večjega ne bo več, cepivo ali zdravilo, in da da je pri koronavirusu seveda stvar razrešitve samo stvar vprašanja časa. Jaz sicer sem pozitiven, glede na vse stvari, ki se odvijajo na področju farmacije v zvezi s koronavirusom, da se seveda situacija bo razrešila. Vprašanje je seveda, kdaj v 2021 bomo nekako začeli plavati ven, ali bo to 2022. To je težko napovedati trenutno, ampak vsekakor finančni trgi imajo vkalkulirano neko okrevanje. Če bi šli v nek drastičen lockdown v smislu tega, kar se je dogajalo spomladi, seveda to za gospodarstvo ne bo dobro. Ampak jaz mislim, da nekako velja konsens med vodstvi držav, med finančnimi inštitucijami, da se kaj takega preprosto ne bomo mogli privoščiti.
in da seveda moramo ta koronavirus predvsem na nek način prebrodati, to krizo prebrodati, vzdrževati sistem, kolikor se ga pač da, do trenutka, ko bo na voljo zdravilo ali cepivo. Seveda tveganja pa so na finančnih trgih velika, in z njimi se stalno soočamo, mogoče, ne vem, kakšen let nazaj bi govoril več o geopolitiki, mimogrede ta geopolitična tveganja niso šla stran, še vedno so, samo so mogoče padla majčkeno iz tega ospredja ven. Lahko govorimo o političnih tveganjih, recimo volitve v različnih državah in tako naprej, tudi v ZDA med drugima, in seveda druge zadeve. Tako da na trgih je stalno polno nekih tveganj, nikoli, recimo, ko mi delamo, ne vem, letne naložbene strategije, jaz še nikoli nismo imeli neke strategije, kjer bi bilo poglavje tveganja prazno, vedno so tveganja, ampak ključno pa je, da nas ta tveganja ne ohromijo do tega nivoja, da v bistvu mi ne investiramo, ker če pogledamo historično, še popolnoma vsak cikel se je začel in ko smo bili v njemu, ko smo bili v tej spodnjem delu špirale, tako kot sem spomladi govoril, seveda izgledajo zadeve grozne. Ampak še čisto vedno so kapitalski trgi in ekonomije iz tega izplavale. In to velja pač za obdobje, ko spremljamo recimo delniške trge oziroma kapitalske trge na splošno, torej za obdobje zadnjih, ne vem, skoraj 200 let, ko imamo te podatke, in seveda tudi za daljša historična obdobja, tudi v preteklosti, če pogledamo nazaj, v bistvu praktično od rimske dobe, gospodarski cikli so neka realnost, in vedno so se začeli in končali. In ekonomija na dolgi rok stalno raste. Tako da to ne sme posameznika ohromiti in reči, joj, zdaj bom pa jaz denar držal v blazini ali pa ga nekam spravil. Ne, treba je preprosto se glede tega umiriti, razmisliti, se pogovoriti z nekom, ki pozna finančne trge in seveda se odločiti za nek pameten način vlaganja, ki ti bo prinesel na dolgi rok neki večji dobička, kot če boš držal denar v vzmetnici, kot pravijo, in v bistvu dejansko ti bo neko njegovo realno vrednost pravzaprav pojedla inflacija. Prej si omenjal države, Luka, ki so pri tem uspešne. Ja. Bi morda združila še z vprašanjem, ko gledamo, katere so najpomembnejše borze. Pravzaprav gre več ali manj za zahodni svet. Ali govorimo o London Stock Exchange, New Yorška borza, Amsterdam, tako naprej. Se tudi na vzhodu kaže, kjer bo postalo prelomno glede na geopolitiko? Mislim, definitivno je danes geopolitično ena še vedno najbolj rastočih sil Kitajska. In kitajske borze pač definitivno igrajo vedno večjo vlogo v tem okolju. Kitajska je neka ekonomija, ki raste, kljub vsemu, ki je uspešno vladala koronavirus, če tako pogledamo, in ki pač gre naprej. Seveda ta rast ni taka, kot je bila recimo načrtovana pred enim letom, absolutno ne, je manjša, je pa to še vedno ogromna svetovna ekonomija, ki se vrača na tisto stopnjo pomembnosti, ki jo je imela tudi historično, ker če se vrnemo majčkeno v ekonomsko zgodovino, Kitajska je bila v večini časa človeške zgodovine je predstavljala približno tretjino svetovnega gospodarstva. In zdaj je seveda temu nivoju se približala že zelo, Luka, izzval si z volitvami za to vprašanje, ki sva ga dobila. Kako ocenjujete vpliv ameriških volitev na finančne trge? So kakšne napovedi, kaj se bo zgodilo, če zmaga en ali drugi kandidat? Je to sploh kakšno tveganje ali bo tudi 4. novembra vse business as usual? Naj ob tem povem, da prav naslednji teden gostimo Jon Dekarja, dopisnika in drugače profesorja prava, ampak dopisnika iz Bele hiše, in me zanima, kaj bo on povedal iz prve roke, ampak vseeno, kaj je tvoja fortune teller sposobnost glede ameriških volitev, ali obstajajo kakšne raziskave oziroma tudi usmeritve, ki jih dobivate strani finančne industrije? Ja, mislim, raziskav glede ameriških volitev je ogromno. Seveda je to ena tem, o kateri se zelo veliko diskutira na finančnih trgih. Tako bom rekel, ta situacija, v kateri smo, ni čisto tipična.
Tradicionalno so seveda bili republikanci boljši za finančne trge kot pa demokrati, nekaj boljši, ampak tukaj imamo nekega kandidata, ki je malce kontroverzen na strani republikancev in seveda po drugi strani imamo demokratskega kandidata, ki je zelo zmeren demokrat, ni levo usmerjen demokrat, kot recimo, ne vem, bi bil Bernie Sanders ali pa kakšen podoben. Tako da jaz osebno večjih tveganj, večjih pretresov na kapitalskih trgih v primeru zmage Bidna ne vidim. In mislim, da nekako, ne bom rekel, da je čist business as usual, trgi vedno lahko reagirajo, seveda odvisno od tega, kaj bo povedal še v bodočih soočenjih, ker do volitev nekaj časa še je, ampak zaenkrat ne zgleda, da bi imel kakšna ekstremna stališča, zaradi katerih bi recimo kapitalski trgi seveda kaj prav posebej trpeli. Seveda moramo videti, kaj, če bo začel na davkih kaj delati bolj ekstremnega, potem se stvari lahko začnejo spreminjati, ker če se spomnite, takrat, ko je v bistvu Trump uvedel davčno reformo, so trgi izjemno pozitivno odreagirali. Če bi šla ta reforma v drugo smer, bodo trgi seveda to sprejeli slabo. Tako da tukaj moramo seveda zelo natančno spremljati dogajanje, mi ameriške volitve tudi zelo podrobno spremljamo, zato da bomo videli, kako se pozicionirati. In zdaj se vrniva še z nekaj zadnjih minut nazaj v Slovenijo in na vprašanje tega, da Generali Investments poleg tega, da za posameznika ponuja priložnosti, vzgaja tudi tiste rožice iz začetka. Skratka, zelo pomembno je to, da pravzaprav na nek način prinašate ta denar, ki ga pa res zelo primanjkuje za srednje in mala podjetja. To je tema, ki jo želim odpreti s tabo, Luka. Rada bi vedela, na kakšen način to deluje in seveda, kako lahko podjetja pristopijo do tega kapitala. Ja, jaz sem zelo vesel, da smo letos poleti v bistvu zaprli do maksimuma Generali Growth Equity sklad. Kaj to pomeni zaprli do maksimuma? Pomeni, da smo zbrali tisti maksimalen znesek zavez vlagateljev za vlaganje, ki jih bo sklad v naslednjih zdaj 9 letih pa pol zinvestiral in potem tudi dezinvestiral. Generali Growth Equity sklad je poseben sklad, ki ni na voljo malim vlagateljem, ampak je na voljo predvsem institucionalnim vlagateljem, oziroma je bil na voljo, ker je zdaj že ta možnost investiranja minila. Vlaga pa tako, kot si rekla, v predvsem slovenska oziroma tudi regijska mala in srednja podjetja. In sicer tista mala in srednja podjetja, ki imajo predvsem zelo ambiciozne vodstvene ekipe in ki potrebujejo tako imenovan growth and expansion capital. Torej, mi nismo sklad, ki bi podpiral startupe, to so bolj tisti skladi, ki so v venture capitalu, ampak podpiramo tiste podjetja, ki so že nekaj dosegla na trgu, ki imajo nek EBITDA, recimo 750 000 evrov in naprej, in ki potem dejansko so na neki prelomnici svojega delovanja, ampak se ne morejo naprej širiti, ker preprosto nimajo dovolj lastniškega kapitala. V Sloveniji, kot smo prej na začetku govorila, o tisti aktivaciji prihrankov in tako naprej, se nekako implicitno, pravzaprav jaz že ciljal na to, da manjka lastniškega kapitala za podporo gospodarstvu. Ta kapital lahko pride noter preko javnih trgov, torej preko borze, ali pa, tako kot v primeru Generali Growth Equity, preko privatnih trgov lastniškega kapitala. In ravno tukaj mi delujemo v bistvu s tem skladom. Torej, če je kakšno malo podjetje tam zunaj, za katerega mi ne vemo in ima zelo ambiciozen management, ki je pripravljeno odstopiti del svojega lastništva skladu, seveda naj nas kar kontaktira tako podjetje, zato da pač pogledamo in skupaj prediskutiramo posamezen primer. Mi smo zdaj investirali v 4 podjetja, vsa izjemno ambiciozna, vsa izmed njih so potrebovala kapital za rast, so iz različnih panog. In v prihodnosti jih bomo investirali še po mojem kakšnih 8. Torej, Luka, v katalogu ni posebnega sektorja, podjetja se lahko obrnejo na vas.
dolgo let in res me veseli, da ste to pripeljali, se nakazujejo tudi nekateri drugi, ampak tega je v Sloveniji premalo. To smo opozarjali vsi, ki se kakorkoli ukvarjamo z investicijami in investitorji. Res vesela, da je zdaj. Morda to postaja po mojem vendarle nek nov trenutek. Kakšne so po pravilu investicije, velikost investicij, je kakšen sektor, kamor ne vlagate, imate kakšen katalog, kamor pa ne vlagate? To je bilo moje vprašanje in res malce naj preganja čas, vidiš še dobro, da nima preveč enostavno zastaviti vprašanj, tako, ker jih imam jaz zdaj veliko, ampak kakšne po tvojem mnenju bi bile potrebne tudi spremembe in spodbude strani države, da bi se ta trg oziroma tovrstni ponudniki, ki bi lahko potem investirali v podjetja srednja in mala, še bolj ukrepili? Ja, zdaj investiramo, zanimajo nas predvsem tista podjetja, se pravi, kot sem rekel, ki imajo zelo ambiciozne ekipe. In seveda, poleg ekipe mora biti ta podjetja tudi v nekih panogah, ki so perspektivne, ne, se pravi, ali gre za tehnologijo, farmacijo, kakšno tako, seveda, ne vem, kakšni ti sektori, ki rastejo, lahko tudi proizvodna podjetja. Torej, mislim, glede same industrije nismo preveč omejeni, so pa seveda neke industrije, v katere ne smemo investirati, na primer orožje, igralništvo, potem tudi v nepremičnine ne smemo investirati, ker so za to pač drugi skladi in take podobne industrije, ki so mogoče za, bom rekel, za kakšne evropske vlagatelje, med drugimi. Ta družbena odgovornost pri investiranju je lahko cela nova tema. Luka, mislim, da te bom kmalu spet kaj povabila na to temo, ampak morda še kakšne tikate vlagate, skratka, kako visoke so investicije? Investicije so tam nekje do 7 milijonov. Približno to, ki je posamezen ticket size, seveda lahko pa tudi bistveno manjši ta ticket size, ker vsa podjetja pač ne potrebujejo tega. Imamo pa možnost seveda tudi počrpati denar od različnih sovlagateljev, tako da ne podjetij ta ticket size 7 milijonov absolutno ne omejuje, lahko tudi dvakrat tolikšen, s tem, da potem mi povabimo k vlaganju druge vlagatelje, med njimi seveda tudi vlagatelje, ki investirajo v ta sklad. Največja dva vlagatelja so tukaj naše sestre in matere, torej različne generalne entitete in pa seveda Evropski investicijski sklad, ki je pravzaprav omogočil skupaj z SID banko ta projekt in v bistvu zahvaljujoč SID banki, kot Slovenski razvojni banki, je pravzaprav ta projekt sploh nastal. To moram poudariti in tudi oni v bistvu so štartali neko zelo pomembno aktivnost na področju v bistvu vlaganja v mala in srednja podjetja in jaz močno upam, da bo tega v prihodnosti še več, kajti tako kot si rekla, Slovenija močno potrebuje privatni kapital in zakaj ne bi ta privatni kapital pravzaprav prišel od doma. Luka, všeč mi je, da sva tako, ko si na začetku obljubil, končala optimistično, vidimo razvoj, vidimo priložnosti, kregana bova, ker nisva bila disciplinirana s časom, glede na to, da je to tako zelo pomembno tudi za investiranje. Res se ti zahvaljujem za današnji pogovor. Vem, da imava še številne odprte teme, tako da virtualno kavo bova spet skupaj z vsemi, ki so bili danes z nami, za kar se zahvaljujem, pila kmalu. Upam pa tudi tisto ta pravo. Hvala tudi, da ste partnerji našega meseca Coffee to Connect in seveda, da bomo lahko v naslednjem tednu skupaj z vašo podporo tudi predstavili raziskavo, ki jo delamo skupaj z globalnim podjetjem Etikarni, na temo, kakšne spremembe prinašajo pri upravljanju v podjetjih, tako da če še niste, dragi moji, izpolnili, bomo hvaležni za čim več vaših odgovorov, zato da vidimo pravo sliko. Luka, tebi želim samo še lep petek, kakor tudi vsem vam, pa ostanite varni in zdravi. Hvala, Generali Investment, in hvala seveda tudi našim patron članom. Lepo se imejte. Hvala.